Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji blaženega Antona Martina Slomška. Nocoj smo se zbrali ob razstavi, ki sodi v sklop vseh prireditev, ki traja v mesecu septembru v spominu Antona Martina Slomška. In sicer ob razstavi Slomšek pripravlja selitev ob 150-letnici preselitve škofijskega sedeža v Mariboru. Velja omeniti, da je razstavo omogočila ob nadškofiji Maribor, tudi mestna občina Maribor, organizacijsko pa pripravljal Evropski kulturni tehnološki center skupaj z nadškofijskim arhivom. Ob tej priložnosti bi se seveda rada zahvalila vsem, ki so kakorkoli pomagali pripraviti to razstavo. Naš uvod, kulturni uvod, je popestrila Simona Vake, umetnica, ki je zaigrala Slomškove skladbe in sicer venček Slomškovih pesmi Veselja dom, Lahko noč in Predica. Sedaj pa bi besedi povabila gospoda kanonika Jožeta Poličnika in vodjo arhiva, da spregovori uvodni pozdrav. Spoštovani gospod Načkov, drage gospe in gospodje, letošnji september je zaznamovan s 150-letnico preselitve škofijskega sedeža iz Šentandrža v Maribor. Danes je nekakšna uvodna prireditev, otvoritev te razstave. V četrtek bo namreč minilo 150 let, odkar je Slomšek v stolnici sedel na sedež in sprejel v last novo zasnovano lavantinsko škofijo. To ni bilo kratko dejanje, ampak sad dolgih in napornih priprav. Slomšek je kmalu začutil, da je njegov sedež na robu škofije in oživela je ideja, da bi bilo potrebno se preseliti v središče slovenskega ozemlja. Obenem je vedel, da slovenska Štajerska ne spada pod slovenskega škofa, ampak škofa v Gradcu. Zato je še tem bolj se trudil in prizadeval, da bi uskladil škofijo in njene meje z narodnostnimi mejami. In ko je leta 1853 cesar pristal in ko je 57. leta tudi papež Pij IX. Določil, da se sedež škofije preseli iz Šentandrža v Maribor. Takrat se je začelo intenzivno pripravljanje tega. In to razstavo smo skušali pokazati v dokumentih, kaj vse je bilo potrebno storiti. Seveda je to samo en drobec, ki kaže, da je to dejanje bilo velikopotezno in da je to dejanje tudi usodno zaznamovalo našo slovensko zgodovino
ne samo na verskem in kulturnem, ampak predvsem tudi na narodnostnem področju. Zahvaljujem se svojim sodelavcem v arhivu, Liljani, Igorju in pa naši sestri Ilariji, ki se je pa z mesecem septembrem preselila iz Maribora v Jeruzalem in tam nadaljuje svoje delo, da so poiskali v arhivu dokumente. Sami so rekli, da tega ni bilo težko najti, zaradi tega, ker je vse dokumente zelo natančno popisal in označil naš gospod Načkov, ki je velik poznavalec Slomška in tudi njemu seveda velika zahvala za to, da je danes otvoritev te razstave, ki naj bo nekakšen uvod v to Slomškovo proslavljanje v Mariboru, v naši škofiji in v vsej Sloveniji. Vsem, ki ste sodelovali, predvsem tudi vam, gospa Dragica Marinič iz Evropskega kulturnega centra, pa tudi občini Maribor, seveda pa predvsem našemu gospodu Načkovu se zahvaljujem za to, da smo to delo lahko postavili in da bo v mesecu septembru na voljo ljudem, da bodo lahko začutili, kako je to delo priprave na selitev potekala in kako je sama preselitev potem bila veličastno dejanje za Lamantinsko škofijo, za mesto Maribor in pa, lahko rečem, za vso slovensko ozemlje. Sedaj bi pa prosila gospoda Igorja Filipiča in pa Liljano Rožek, strokovna sodelavca Nadškofijskega arhiva, da na kratko predstavite razstavo. Hvala za besedo. Spoštovani gostje, dovolite nama, da vam s kratkim opisom popeljeva skozi vsebino razstave. Zgodba se začne v času Slomškovega prevzema škofije leta 1846. Škofija, ki jo je prevzel, je kazala precej drugačno sliko, kot nam je poznana danes. V tej obliki je nastala še 60 let prej, v času velikih upravnih reform. Že takrat so se pojavili prvi poskusi, da bi se na Štajerskem oblikovala slovenska škofija. Žal, ta želja ni bila uresničena, saj se je Lamantinska škofija razširila le na celjsko okrožje, sedež škofije pa je še ostal na obrobju v Šentandržu v današnji Avstriji, medtem ko je Maribor s Podravjem takrat pripadel graški škofiji. Slomšek je v začetku svojega škofovanja svoje moči usmeril predvsem v pastoralno delo. Šele z nastopom revolucionarnega leta 1848, tako imenovane pomladi narodov, ga je presenetilo zaupanje mariborske duhovščine, ki ga je prosila, da bi jih prevzel v svojo skrb. To misel je Slomšek posredoval svojemu predstojniku. Takrat je to bil salzburški nadškof Schwarzenberg. Ideja je za nekaj časa zastala, dokler ni bil na čelu salzburške nadškofije imenovan nadškof Tarnoci. Ta je leta 1853 povzel pobudo in spisal načrt novega zmejitve škofij, ki je zaradi zgodovinske pomembnosti
poznan kot Trnocijeva spomenica. Načrt je Slomšek takoj sprejel. Zgodbo si sedaj poglejmo še z druge strani. Maribor je bil takrat majhno mesto v Dravi, ki je na srečo ležal v železniški progi in je bil sedež političnega okrožja. Mestni očetje so nadušeno sprejeli imenovano spomenico in prizadevno stopili v tekmo za nov sedež škofije. Konkurenca je bila huda, saj sta iste želje kazali tudi mesto Celje in Ptuj. Celje je računalo na osebno naklonjenost škofa Slomška, Ptuj na svojo starodavno tradicijo. Kljub temu je zmagal Maribor, ki je nudil najboljše pogoje. Pomemben mejnik predstavlja odločitev svetega očeta o premestitvi škofijskega sedeža v Maribor. Za dokončno razmejitev med graško in mariborsko škofijo pa je bil odločilen dogovor obeh škofov. Slomšek je hotel v skladu z željami nekaterih duhovnikov mejo izenačiti po jezikovni ločnici ali vsaj po naravni danosti. Graški škof pa po meji že obstoječih političnih okrožij. Da zadeva ne bi zastala, je Slomšek pristal naslednje. Spet se ozrimo v Maribor. Da bi postal dostojen škofijski sedež, so Mariborčani poskrbeli za prenovo bodoče stolnice, nakupili poslopja za škofijsko rezidenco in pomagali urediti bogoslovnico. Zato je skrbel predvsem takratni župan Otmar Reiser ob pomoči nekaterih mestnih odličnikov in župnika Glazerja iz Svetega Petra. Šent Andražo so bili med tem prav tako delavni, saj so popisovali, zlagali in pakirali spise, akte, knjige, zaloge, naprimer tudi žito in vino in druge premičnine, ter jih po cesti in po Dravi pošiljali v Maribor. Istočasno so se poslavljali od starega doma. Slomšek se je v pastirskem pismu poslavil tudi od svojih koroških duhovnikov in vernikov. Končno je napočil dan, ko je Slomšek lahko skliknil besede. Pozdravljeno, ljubo mesto Maribor. Saj je z zelenimi goricami ovenčan Maribor obhajal svoj praznik. 4. septembra 1859 je Slomšek slovesno vzel v posest svojo novo stolnico, Maribor pa je postal škofijsko mesto. Slomšek je imel pri selitvi pridne pomočnike, žal vseh ne moreva našteti. Izpostavila bi le takratnega mariborskega župana Otmarja Reiserja, moža širokih pogledov, ki je znal navdušiti Mariborčane za zahteven projekt. Organizacijsko in moralno oporo škofu Slomšku je nesebično nudil njegov prijatelj, župnik iz Svetega Petra pri Mariboru, gospod Marko Glazer. Selitev pa ne bi uspela brez trajnega dela takratnega pokrajinskega cerkvenega poglavarja, salzburškega nadškofa Ivana Jožefa Trnocija. Hvala lepa.
Sadike, ki jih je v Mariboru zasadil Slomšek, so ob pomoči njegovih naslednikov temeljito zasnovale in zaznamovale razvoj mesta in okolice. Besedo o tem prepuščamo Slomškovemu nasledniku, na škofijskem seležu gospodu nadškofu metropolitu, doktorju Francu Krambergerju in ga zato prosimo, da odpre razstavo. Spoštovani gospod direktor našega nadškofijskega arhiva s svojimi sodelavci, gospa direktorica Evropskega kulturnega centra in vsi spoštovani gostje. Gospa je rekla, naj povem, kako se je spremenila podoba mesta Maribora s tem velikim zgodovinskim dejanjem, ki ga je opravil skozi Slomšek. Maribor je dobil svojo novo podobo že, ko je bila speljana železnica Dunaj-Trst. Takrat se je nekako začela temeljita sprememba, vendar pozneje prave spremembe mesta Maribora pa so se začele z Slomškovim prihodom 4. septembra 1859 v Maribor. Takrat je namreč Maribor iz običajnega podeželskega mesteca postal tako rekoč škofovsko mesto in to je dalo novi pečat temu mestu in mu začrtalo tudi nove smernice. Maribor je takrat postal na neki način v resnici prava metropola spodnje Štajerske, enako vreden vsem drugim mestom. Posebej je dobil novi obraz Maribor z Slomškovim prihodom, ker je z njim prišla tudi v Maribor prva visoka šola, visoka bogoslovna ali teološka šola, ki je pozneje priklicala še druge, posebej v našem času, druge visoke šole, iz katerih je nastala Mariborska univerza. Tako da korenine Mariborskega univerzitetnega mesta nekako rastejo iz Slomškove zamisli. Maribor je dobil tudi posebno podobo z ustanovitvijo slovenske čitalnice v Mariboru, kar ima veliko zasluge prav Slomšek. S tem je dobil nekako slovensko podobo, čeprav so bile nemške dimenzije v tem mestu še vedno močno vključujoče, vse do Slomškove smrti. Vendar pa razvoj se je začel, da je začel postajati Maribor v resnici tudi slovensko mesto. In v tem pričajo še potem druge ustanove, ki so se nekako rojevale ali rodile z Slomškovim prihodom. Naj omenim samo 3, Deški zavod, Viktorinom, Maksimilijanom in Viktorinom. To je sicer v resnici dijaški dom ali pa malo semenišče, ki ga je pozneje Slomšek združil, čeprav formalne ustanovitve ni on sam doživel, ker je pač ga smrt prehitela, vendar je položil temeljne kamne za to ustanovo, ki je dala pozneje Slovencem veliko slovenske inteligence. Čeprav je zavod bil predvsem namenjen za bogoslovje, za poznejše bogoslovce, vendar pa je mnogo dijakov postalo pozneje znanih in pomenljivih kulturnih delavcev v Sloveniji. Prav tako tudi takšna velika stvar za Slomškovem prihodu je bila, da se je takoj zavzel za prihod frančiškanov v mesto Maribor. Frančiškanska župnija je bila takrat predmestje Maribora. In celotni Maribor skupaj z tem predmestjem so imenovali predmestje Graca. In Slomšek je potem z temi slovenskimi ustanovami dokončno potegnil mejo med Gracem in Mariborom, da Maribor ni bil več predmestje Graca, ampak samostojno mesto. K temu so pripomogli tudi frančiškani, ki jih je poklical Slomšek v Maribor, čeprav njihovega prihoda zopet ni dočakal, ker prišli so 1864 leta, on je pa 62 leta umrl. Ampak to je bila slovenska postojanka, saj vam je znano, da ta predmestna župnija je bila slovenska, medtem ko stolnica je bila nemška. Tu se je nemško utviligalo in tudi nemško kontaktiralo zaradi vključujočnosti mestne uprave in mestne oblasti. Medtem ko frančiškanska cerkev je ostala vedno
slovenska, zato smo ji tudi rekli še do nedavnega slovenska ali Slovenija cerkev. Tretja taka ustanova, ki je dala pečat mesto Maribor, pa je ustanovitev katoliške dobrodelne družbe Gospa. To je bilo po misijonu 1860. leta, ki ga je vodil Slomšek v stolnici nemško in pa slovensko v svetem Alojziju. In po končanem misijonu 7. aprila 1860. je on ustanovil katoliško družbo Gospa. Zakaj? Mesto Maribor je takrat postalo že pravi pomembno mesto, ki pa je dobilo tudi svoje senčne strani. In mladina je bila izpostavljena v mestnemu vrvežu, posebej ženska mladina. In da bi ohranil to mladino, je ustanovil to družbo, iz katere se je pozneje rodil red šolskih sester, ki so pa imele zopet odločilno izobraževalno in pedagoško vlogo pozneje v Mariboru. S takimi doktrinicami, če smem reči, ki pa so postali pozneje veliki kosi slovenskega kruha, je Slomšek začel spreminjati podobo Maribora in polagati tiste temelje, iz katerih je nastal Maribor to, kar danes je. S temi mislimi, preprostimi mislimi, spominom na blaženega škofa Slomška in na njegove zasluge za naše mesto, otvarjam to razstavo in razglašam za odprto in želim, da bi se ob teh sicer dokumentih, ki so napisane besede, vendar čutili živo nagovorjenje. Gospa Dragica Marinič, direktorica Evropskega kulturnega in tehnološkega centra Maribor, ste soorganizatorji razstave, priložnostne razstave tukaj v Ars Sacra v Mariboru. Slomšek pripravlja selitev. Tak je naslov te zanimive razstave, izjemno koristne za tiste, ki se zanimajo za zgodovino in za slovenstvo. Kam umeščate pri vašem kulturno-tehnološkem centru to razstavo? Med mnogimi verjetno. Razstava, pri kateri smo sedaj priča, je zagotovo en tisti temelj, ne samo za slovenstvo, kot ste sami omenili, ampak tudi za naš kulturni, izobraževalni in socialni razvoj. Ne samo tega mesta, ampak tudi širše. Zato osebno menim, da je zelo pomembno, da tudi mladi spoznajo našo preteklost, naše bogatstvo in nenazadnje tudi našo kulturno in pa tudi duhovno identiteto. Kajti le na tak način bomo lahko spoznali svoje prednike v smislu bogatstva, ki so nam ga podarili, in da na nek način pravzaprav ponovno spoštujemo in poznamo ali pa spoznamo vrednote in jih negujemo. Kajti le na ta način bomo lahko svoj slovenski jezik negovali tudi v širšem evropskem prostoru in nenazadnje tudi spoznavali svojo zgodovino. Zgodovina je pa vsekakor zelo pomembna pri celotnem razvoju človeka in pa tudi nenazadnje pri odločitvah kakršnikoli nadaljnjih raziskovalnih smeri, seveda na področju kulture ali šolstva ali pa duhovnega življenja. Ali se vam zdi, da nam Slovencem to uspeva, da bi se mladi rodovi dovolj zanimali in cenili naše velike može, kot je bil blaženi Anton Martin Slomšek? Zelo težko bi rekla ali da ali ne, vendar je odvisno od nas, odraslih, koliko smo pripravljeni posredovati te vrednote, kajti le na naših temeljih, če so zrasli, jim lahko ponujamo. Po drugi strani pa verjamem, da so mladi toliko ustvarjalni in polni tako imenovanega ustvarjalnega nemira, da iščejo svoje vrednote v svojem kulturnem prostoru, v katerem živijo in ustvarjajo. Tako da za njih nimam bojazni. Je pa vsekakor za naše generacije pomembnejše to, da to negujemo in da nadgrajujemo. Pomeni, da vsi skupaj ustvarjamo topel kulturni prostor, ki ga ponuja Slovenija. Kako ste bili zadovoljni z današnjim obiskom razstave oziroma odprtja te razstave?
Seveda smo bili zelo veseli, da je razstavo odprl metropolit dr. Franc Kramberger, predvsem iz enega razloga, enostavno je naslednik Slomška v Mariboru. Zato smo bili posebej počaščeni in predvsem bi morala še poudariti odlično sodelovanje z Nadškofijskim arhivom, ki je v bistvu vsebinsko razstavo tudi pripravil. To samo nakaže smeri, da je pravzaprav povezovanje in prepletanje enih ali drugih kulturnih ustvarjalcev zelo pomembno in da poskušamo s tem načinom prispevati k bogatenju mesta in predvsem duhovni rasti mesta. Kajti le tisti vsi, ki soustvarjamo na področju kulture, je pomembno, da bogatimo na eni strani seveda tudi sebe, na drugi strani pa za tiste, katerim je razstava namenjena. Tako da si želimo, da bodo v mesecu septembru razstavo obiskale tudi posamezne šole, temu je razstava tudi namenjena. In prav tako je namen razstave, da se seli tudi še v druge kraje. Pomeni, da je razstava potujoča, tako bo odšla po mesecu septembru, potem v Vuzenico in potem še v Slovenj Gradec in ne nazadnje tudi Ponikvo, odkoder seveda Slomšek tudi izvira. Na današnji razstavi ste predstavili, kako je Slomšek spreminjal podobo mesta Maribor s svojim prihodom, predstavitvijo sedeža Levantinske škofije iz Šentandraža v Maribor. Kakšen duh je moral biti v Slomšku v tistih časih, da mu je nekaj takega uspevalo? Kako je to mogoče? Predvsem imam veliko poguma in pa zaupanja v zmago pravice in resnice. Zato je tako odločno in tudi pogumno stopil za svojim predlogom, najprej pred lokalno ali pokrajinsko oblast, potem pred samo najvišjo državno in pa tudi cerkveno oblast. Njegov predlog je bil v glavnem tako, da bi nemške župnije izročil celovškemu ali krškemu škofu, sprejel pa vse slovenske župnije od graškega škofa in središče pa prenesel Šentandraža v Maribor. In glavne se mu je to posrečilo. Edino nekaj župnij v graški škofiji je ostalo v območju graške škofije, čeprav so slovenske. Vendar je Slomšek na to pristal, ker bi bila sicer nevarnost, da bi sploh celotni proces nekako prenehal in bil nekako izgubljen. Tako bi pristal s pogojem, da se tiste župnije pozneje mejno uredijo in pripravijo. Tega Slomšek pozneje ni doživel, razen pri župniji sveta Ana v Slovenskih Goricah in pa še Svečina oziroma Marija Snežna. Te so pozneje prišle v Slomško škofijo. Graški škof je bil precej nasproten takšni pobudi, medtem ko salzburški nadškof, pa tudi sveti oče, takratni papež, sta bila za začetek tega procesa. Kakšno je pravzaprav stališče cerkve, ko gre za takšne odločitve, tako pomembne, politične in tudi kulturne za posamezen narod? Običajno je tako, načelo velja, da bi se škofijske meje nekako ujemale z mejami narodnosti ali pa državami. To je tudi načelo drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, da bi naj bile nekako identične meje med posameznimi škofijami in posameznimi nacijami. Tako je prišlo tudi v našem času do spremembe glede Razkrižja, ker je meja le spada in nekako to župnijo priključila Sloveniji, zato je tudi Razkrižje potem bilo priključeno naši mariborski škofiji, takrat sedaj metropoliji. Kot Slomškov naslednik tukaj na sedežu nadškofije, sedaj Maribor, kako občutite današnji čas, naklonjenost današnjega časa in spoznavanje s takratnimi razmerami, vrednotenje, cenjenje vseh teh postopkov in prizadevanj takratnih velikih mož, kot je bil blaženi Anton Martin Slomšek? Vemo, da ste veliko raziskovali Slomška, menda celo vaša doktorska dizertacija je bila na to temo. Ali se vam zdi, da se Slovenci dovolj trudimo za to, da bi znali ceniti svoje korenine oziroma te velike može, ki so takrat toliko prispevali za slovenstvo, za ohranitev našega naroda? Do druge svetovne vojne
so bili Slovenci zelo navdušeni za škofa Slomška. To dokazujejo vse poznejše proslave in akademije po njegovi smrti. Z drugo svetovno vojno in zlasti pa po njej pa so se razmere spremenile zaradi idejnih in ideoloških danosti, kako nam je znano, je Slomšek stopil nekako v ozadje. Ni imel več mesta v šolah, ne v knjigah, ne v javnostih. Toda po letu 1980 se pa je zopet nekako začelo ozračje kristalizirati in jasniti in Slomšek je zopet prišel na svoje mesto, kjer je bil prej. K temu je zelo pripomogla tudi Mariborska univerza z svojim prvim simpozijem o visokem šolstvu v Mariboru, za katerega ima neprimerne zasluge ravno škof Slomšek. In pozneje tudi so začele se razne okrogle mize, simpoziji in znanstvene razprave in mnoge publikacije so Slomška tako približale, da je nekako sedaj v zavesti slovenskega človeka, posebej še od beatifikacije 1999. Slomška ni mogoče več prezreti. Samo še to kratko vprašanje. Čez nekaj dni bo tukaj v Mariboru državna proslava ob 150. obletnici predstavitve sedeža škofije v Šentandržu v Maribor. Kaj vam pomeni to, da bomo proslavljali tudi na državni ravni in da bo slavnostni govornik celo predsednik slovenske vlade? Doslej je bila ta proslava vedno pred Mariborsko stolnico v okviru Mariborske občine. Ob tej lepi jubilejni slovesnosti pa smo želeli, da bi Slomškove dimenzije nekako raztegnili na vse slovenski narod, kajti Slomšek ni samo škof za Štajerce, ampak je nekako veliki zaslužni moč za vso Slovenijo. In smo predlagali na ministrstvu. Ministrstvo je imelo posluh in to sprejelo in tako je prišlo letos iz te občinske proslave do državne proslave. In upam, da je to edino prav, da se vsaj na ta način nekoliko slovenski narod kot narod oddolži svojemu velikemu in zaslužnemu možu. Menda ni bilo preveč težavno spraviti vsega tega na razstavo, kajti mariborski nadškof metropolit je, kakor je bilo omenjeno na otvoritvi razstave danes, vse že lepo popredalčkal v arhivu. Da, to drži. Mariborski nadškof Kramberger je pravzaprav zadnji v vrsti postulatorjev beatifikacijskega procesa škofa Slomška, ki je urejeval dokumente njegove, zbiral njegovo zapuščino. Imamo se zahvaliti, da je naredil inventar njegovega fonda, tako da smo pravzaprav imeli že dokumente zbrane in nam je preostal samo izbor, pravzaprav tista lepša stvar zgodovine, da smo izbrali dokumente, ki potem opisujejo dogodke. Pobuda je prišla od drugod, vi ste bili le izvajalci ali je tudi v vas tela ta želja, da bi nastala takšna razstava? Ja, letos mineva 150 let od preselitve škofijskega sedeža v Maribor in ob tej priložnosti smo tudi mi želeli nekako obeležiti ta pomemben zgodovinski mejnik. Ker poleg preselitve škofijskega sedeža so se takrat prvič v zgodovini večinoma štajerskih Slovencev bilo združenih v eno škofijo. In zato smo tudi mi želeli pristaviti nek kamenček v tem mozaiku pri proslavljanju tega pomembnega dogodka. Kako zahteven postopek je to in proces? Koliko časa traja, denimo, priprava takšne razstave? Ja, priprava razstave v bistvu ima več faz. Najprej je pridobitev nekako ideje o tem. Ko se rodi ideja, je potrebno spoznati, preučiti zgodovinsko dogajanje takratnega časa, torej potem sledi izbor dokumentov in na koncu, ko so že dokumenti zbrani, pa še pravzaprav samo še pisanje tekstov k dokumentov in na koncu samo tehnična potem postavitev. Zdaj lahko rečemo, da skupaj recimo takšen projekt traja leto ali pa morda, če se zelo pohiti, pol leta. Vse te faze projekta. Danes sta zelo lepo predstavile tukaj navzočim obiskovalcem in gostom. Kakšen je bil pravzaprav potek dogodkov, predstavitve sedeža, Slomšek pripravlja selitev, torej od začetnih pobud pa potem
desetletja umestnega praznega prostora, bi lahko rekli, do takrat, ko je Slomšek vzel krmilo v svoje roke in je začel zelo intenzivno s to predstavitvijo, s to idejo. Potem pa poglejmo mogoče v posameznih plakatih to. Prve ideje o ustanovitvi slovenske škofije so se pojavile že v 80. letih 18. stoletja v času cesarja Jožefa II. Vendar takrat do uresničitve te ideje ni prišlo, je pa kljub temu prišlo do preoblikovanja lavantinske škofije, ki je takrat dobila še celjsko okrožje. Tako da škof Slomšek, ko je leta 1846 postal škof, je poleg Šentandraža dobil potem tudi celjsko okrožje. Slomšek sam seveda ni mogel izpeljati tega projekta. Potreboval je pomoč takratnega svojega poglavarja, pravzaprav cerkvenega, to je bil takrat salzburški nadškof. Salzburški nadškof Tarnoci je to Slomškovo pobudo zelo dobro sprejel, tudi sam je videl, da obstajajo resne pastoralne težave, s katerimi se srečuje škof Slomšek, zato je izdal tako imenovano Tarnocijevo spomenico. V tej spomenici je v bistvu povzel Slomškove pobude o tem, kako naj se na novo preoblikujejo škofije. Slomšek je to njegovo spomenico z veseljem sprejel, tudi sam pisal deželni vladi in oblasti takrat, da se naj to zgodi. Nadškof Tarnoci pa je potem posredoval tudi pri Svetem sedežu in od papeža Pija IX. Izposloval, da je potrdil to novo razmejitev škofij. Vendar takrat še ni bilo določeno, kam bo sedež škofije Šentandraža na Koroškem pravzaprav predstavljen. Poštev so prišla Maribor, Celje in pa Ptuj. Recimo Ptuj je računalo nekakšno starodavno tradicijo, Celje na osebno Slomškovo zavzetost, ker je bil Slomšek tudi nekaj časa opad v Celju. In z tega se je razvila pravcata tekma, v kateri je zmagal Maribor, ki je pač nekako ponudil najbolj ugodne pogoje. Predvsem je imel Maribor to prednost, da je imel primerno cerkev, to je bila cerkev svetega Janeza Krstnika, ki se je dalo potem primerno urediti za stolnico, da je bila potem primerna za škofijsko stolnico. Zakaj je odpadlo mesto Slovenska Bistrica, pa tudi denimo staro mesto Ptuj, ki je bil že nekdaj sedež škofije? Slovenska Bistrica, kot se je kot možen sedež škofije pojavljala samo v času škofa Cimermana, to je bil eden izmed Slomškovih predhodnikov na škofijskem sedežu in ker je bilo to njegovo rojstno mesto, se je on zavzemal za preselitev sedeža v Slovensko Bistrico. Vendar zaradi svoje majhnosti nekako ni prišlo v poštev, ni bilo nobene primerne infrastrukture. Ptuj je imel pa nekakšno smolo, da je zmerom prišel nekoliko prepozno. Recimo eno leto za ostalimi, potem in šele tudi, ko je potem že bilo odločeno, da se sedež preseli v Maribor, so nekako Ptujčani še enkrat prišli k škofu in ga prosili, ampak takrat je bilo že prepozno. Odločilen akt v tem celotnem procesu je potem odlok svetega sedeža o tem, da se naj premestijo in na novo razmetijo škofije. To je ta odlok. Zanimivo v tem odloku je to, da je sveti sedež kot mejo med škofijama, predvsem takrat se je šlo za mejo med škofijo Graz in škofijo Maribor, določil, da se naj meja pač ozira na tem, kakšen jezik se kje govori. Žal graški škof ni bil navdušen na to idejo in je pač rekel, da zaradi lažjega speljanja meje naj ohranijo mejo političnih okrožij. To pa je pomenilo, da so nekatere slovenske župnije pravzaprav pripadale še graškemu škofu. No, duhovniki so se temu pravzaprav nekako uprli in pozivali tako škofa Slomška, da se naj zavzame za njih, da naj poskusi določene slovenske župnije pridobiti pač pod svojo škofijo. Slomšek se je dejansko zavzel za to idejo, nažalost pa mu ni v celoti uspela, tako da je potem pač, če stopimo dalje, moral pristati na mejo, ki je dejansko šla po meji takratnih političnih okrožij. To pa je pomenilo, da so nekatere zdaj slovenske župnije, kot na primer Apače, Kapla, Sveti Duh na Ostrem Vrhu, pripadle škofiji Graz. Slomšek je takrat rekel, da pristane začasno in pa zgolj zaradi tega, da ne bi ta proces zastal. Kaj mislite, da je nagibalo graškega takratnega škofa, da nekako ni privolil v to, da bi se sedež škofije iz Šentandraža preselil v Maribor?
Ja, situacija je bila takrat taka, dejansko je Lavantinska, torej mariborska škofija je dobila ogromno ozemlja na novo. Graška škofija je celotno območje Slovenskih goric in Podravja izgubila in graški škof je pravil, da ravno iz teh krajev dobiva najboljše duhovnike. In mu je bilo pravzaprav žal, da bo izgubil najboljši kader, seveda so pa to tudi župnije, ker je bilo ljudstvo zelo verno in jasno, noben škof se z veseljem ne odpove vernih ljudi. Torej ga ni nagibalo kakšno sovraštvo do Slovencev, do slovenstva? Ne, kolikor vidimo iz virov, ne moremo govoriti o sovraštvu. On sam je na primer rekel, da mu je žal, da ne zna slovenstvo, kajti takrat bi on lahko zastopal slovenske vernike. No, pa stopimo še naprej. Tukaj pa vidimo stvari, ki jih je bilo potrebno urediti, da je Maribor postalo dostojno škofijsko mesto. To se pravi, preurediti je bilo treba stolnico, škofijsko palačo, potem novo bogoslovje, tako po svoje poslopje pa so morali dobiti tudi kanoniki. In denar za vsa ta dela so dobili bodisi od Mariborskega mestnega sveta, bodisi pa od darov vernikov in pa darovalcev, posebno veliko je pa prispevala duhovščina. Torej, kot je že omenila kolegica, je bilo potrebno za škof urediti tudi dostojno rezidenco. To je eden izmed načrtov, kako so takrat Mariborčani skušali urediti stavbo na današnjem Slomškovem trgu. V tem času, ko so Mariborčani pripravljali pravzaprav vse potrebno za prihod škofa, so pa že začeli v Šentandržu z dejansko konkretno pripravljanjem selitvijo. Vse posle je vodil takratni stolni prošt Franc Friedrich, ki je poskrbel, da so se pravzaprav vse premičnine, ki so bile namenjene za selitev, to gre tako za recimo škofijski arhiv, škofijsko knjižnico, bogoslovno knjižnico, pa tudi druge premičnine od žita, vina in podobno, dejansko potem prenesle v Maribor. Tole je pastirsko pismo, v katerem se Slomšek zelo čustveno poslavlja tako od svojih koroških vernikov, ki jih je prepustil celovškemu škofu, kot od svojih celovških duhovnikov, ki so prav tako prišli pod oblast celovškega škofa. Če beremo pismo, vidimo, da iz njega prav žalost ob tem izžareva, kljub veselju, da je prišel v Maribor, da je končno ta proces se končuje, je ga na koncu, ko se mora posloviti, pravzaprav kar izdalo srce. Torej po vseh potrebnih privoljenjih Slomšek 1. maja 1859 izda pisno naročilo, naj se selitev začne. Torej hotel je vendarle dobiti vsa dovoljenja, nič na silo. Ja, zagotovo. Potrebno je bilo, zadnje dovoljenje, ki ga dal, je izdal papeški nunci. In to je izdal takrat, ko so se vsi škofje, ki so bili v tem razmejitvi prizadeti, torej graški, celovški in mariborski, torej lavantinski Slomšek, ko so se vsi strinjali in bili enotni, šele takrat je nunci izdal določilo, da se lahko papežova odločba, ki smo videli, res izvrši. Tukaj pa je opisana sama slovesna umestitev v Mariboru. Slomšek je na nedeljo 4. septembra, takrat je bila to angelska nedelja, slovesno vzel posest svoj nov škofijski sedež, to se pravi v današnji stolnici oziroma še takratni cerkvi svetega Janeza Krstnika. In takrat je Slomšek slovesno nagovoril Maribor, v Mariboru se je zelo lepo izražal, recimo tako kot z prijaznimi goricami ovenčano mesto. In je omenil, da se škofijski sedež preseljen v bolj zdravo in prijaznejše mesto Maribor, kar je veselje nadarjenim prebivalcem Spodnje Štajerske. Selitev pa je sam tudi opisal in to je njegov rokopis selitve, ki je bil kasneje objavljen v Drobtinicah. Tukaj opisuje celoten proces selitve, od tistih prvih začetkov, ki smo jih omenili prej, v 80. letih 18. stoletja, vse do konca same selitve oziroma slovesne umestitve 4. septembra 1859 tukaj v Mariboru. Zelo lepo, tudi pretresljivo besedilo, ki ga je zapisal Slomšek že na prvem vašem panoju. Vse se pod solncem premenjuje, ni stanovitne ostane na svetu. Kamen se preloži, drevo presadi in človek seli od zibelje do pokopališča. Mesta in kraji se premenjajo, tudi sedeži škofijstva preselijo. Kakti stolica lavantinskega škofa iz Šentandrža v Marburg
iz rajske Lavantinske doline na Koroškem, v Slovenske gorice na Štajerskem. Torej, vendarle je bilo Slomšku všeč tudi v Šentandražu na Koroškem. Ja, seveda, tam so se oni in njegovi sodelavci kar dolgo počutili doma, in tudi nekateri izmed njegovih sodelavcev so se odločili, da bodo pač ostali v Celovški škofiji, predvsem tisti, ki so bili tamkaj doma. Kot prvo je Maribor ob preselitvi škofijskega sedeža dobil tudi svoje bogoslovje. Pravzaprav škofija je prenesla bogoslovje in to bogoslovje je, kot je omenil že danes mariborski nadškof, pravzaprav začetek visokega univerzitetnega študija v Mariboru. Dokument tukaj je ravno imenovanje prvih profesorjev za bogoslovje v Mariboru. Pomembno je tudi, da se je, kot smo že dejali, pri selitvi pravzaprav v Maribor prenesla tudi celotna škofijska knjižnica in bogoslovna knjižnica. Maribor takrat pravzaprav dobene strokovne knjižnice ni imel. In s tem so prišle v Maribor strokovne knjige, povezane s teologijo, zgodovino, humanistiko, z preučevanjem jezikov in tako naprej. Tako da recimo je zdaj škofijska knjižnica v Mariboru ena največjih rokopisnih knjižnic v Sloveniji. Poleg tega se je seveda razživelo tudi versko delovanje. Slomšek je z svojim velikim zanosom začel svojo pastoralno pot v Novi škofiji, tako da je že leta 1860 v Mariboru začel z misijonom, pripeljal številne redovne skupine v Maribor. Naslednja recimo stvar, ki pa smo jo mi izpostavili, je pa predvsem Slomškova skrb za vzgojo mladine. Slomšek je pomagal ustanoviti tako imenovani Frauenverein, to je bilo katoliško društvo žena, ki so skrbele za uboge in revna dekleta, da so jim pomagala se izučiti in da so pač recimo morda prišle iz nekega socialnega dna do malce bolj uglednega življenja. Je pa se seveda Slomšek vključil tudi v šolanje drugih ljudi. Tukaj je tudi recimo njegov nagovor, ki ga je imel ob začetku šolskega leta, ravno danes je 1. september, torej govor, ki ga je Slomšek imel pri svoji gimnazici. Maribor se vsega tega pravzaprav hvaležno zaveda, zato je kot svoj občinski praznik izbral tudi 4. september, ravno prihod Slomška v Maribor. Takrat je Maribor postal tisto intelektualno in kulturno središče spodnje Štajerske ali pa slovenske Štajerske, kot ga poznamo danes. In še do zadnjega panoja, kaj pa predstavlja tam? Slomšek pri delu seveda ni bil sam, imel je nekaj ljudi, ki so mu pri tem pomagali oziroma na katere se je lahko zanesel. V prvi vrsti gre omeniti salzburškega nadškofa Maksimilijana Jozefa Trnocija. Zakaj tega se je večkrat omenjalo? Zato, ker je takrat Lavantinska škofija spadala v salzburško cerkveno pokrajino. On je večkrat posedoval pri papežu, tako da se je potem selitev oziroma preselitev na koncu uspešno izvedla. Za selitev pa je bil zaslužen tudi takratni mariborski župan Otmar Reiser, ki ga vidimo tukaj, in ta je znal navdušiti svoje someščane za zahteven projekt. Drugače organizacijsko, pa moralno, pa mu je Slomško predvsem tukaj v Mariboru pomagal župnik iz Šempetra, pri Mariboru, to se pravi Malečnika, to je bil pa gospod Marko Glazar. In brez njo bi najbrž samo breme bilo za Slomška še težje. Gospa Liljana Urlep in gospod Igor Filipič, hvala lepa, da ste nas popeljala po tej zanimivi razstavi. Dostop imate do mnogih zanimivih dokumentov v Nadškofijskem arhivu Maribor. Je to nekaj posebnega, delati o Slomšku razstavo, se poglabljati v te dokumente, ali je to razstava med drugimi? Zagotovo ne. Dokumenti, ki smo jih brskali ali pa iskali za to razstavo, imajo posebno vrednost. Namreč vse dokumente je imel v rokah osebno Anton Martin Slomšek. Večinoma je njegovih rokopisov, na drugih dokumentih so vidne njegove pripombe in pripisi. Tako da že to samo po sebi seveda ti da nek poseben čut. Arhivisti smo pa Slomšku še posebej hvaležni, ker je ob prenosu sedeža poskrbel tudi, da se je prenesel v Maribor celoten škofijski arhiv, tako da je prišla v bistvu v Maribor dokumentacija o 780-letni zgodovini škofije, ki predstavlja danes temeljni zgodovinski vir za raziskovanje tako cerkvene kot druge družbene in kulturne zgodovine.
Kaj bo je vam, gospa Liljana, osebno pomenila priprava te razstave, brskanje po teh zanimivih dokumentih? Podobno kot je omenil že moj sodelavec, to je nekaj najlepšega, da se lahko bere oziroma samo dotika dokumentov, recimo, ki jih je imel pred nami v rokah že škof Slomšek. To je res nekaj najlepšega. In potem človek šele ob tem lahko vidi, kakšno veliko delo je to pravzaprav bilo. Slomšku to je pomenilo veliko breme in skrb, na zadnje je bilo vse to na njegovih plečih. On je spoznal problem in se je pač hotel storiti vse za ugodno rešitev tega problema, kar mu je na zadnje tudi uspelo. Najlepša hvala. Še stopimo do ravnatelja Nadškofijskega arhiva Maribor. Z otvoritvijo današnje razstave Slomšek pripravlja selitev. To je nekako prvi korak začetka letošnjih prireditev ob tako veliki in pomembni obletnici predstavitve sedeža škofije iz Šentandraža v Maribor, 150. obletnici. Kako ste vi osebno doživljali zadnja leta, mesece septembre, do tega pomembnega jubilejnega meseca v letu 2009? Ja, moram reči, da odkar sem voditelj pastoralne službe, da vsako leto še posebej se spomnimo obletnice Slomškove smrti. Letos je tudi 10-letnice beatifikacije, ko je postal blaženi, in to nas vsako leto spremlja. To se ne da in ne sme pozabiti in to mora tudi vplivati. Trudimo se, da bi pred nas ne stopil samo Slomšek nekaj abstraktni podobi, ampak kot pričevalec vere, kot tisti, ki nas kot škof, prvi škof v Mariboru nagovarja.